v bistvu je treba najprej nekaj jesti, pa sploh lahko shujšaš to je znana. S tekom pa s tem se ne da hujšati, s tekom pa s tem lahko vzdržuješ kondicijo. Brutalni so bili recimo v Stražišču na stadionu 8x1, a vse je bilo pod 3:20. Pol v Logarski je pa v bistvu smo s Sanico se kar zmenili, smo prišli skupaj za roke, publika je ploskala pa navijala, še nekje imam ta posnetek. Grem pač tako, ene 4:15 bi rad imel, pa reče on, ja, ok, 4:15, sam zdaj tole ni 4:15, zdaj 4:0. In mi je desno mečno odtrgalo pri tempu 4:30. Draga publika, spoštovani in spoštovane, moje ime je Marko Roblek, to je 178, 178. epizoda podcasta Za Gred, za tek veseli december je, seveda to že veste in ga tudi uživate, zato sem se odločil, da bom ta mesec pogovore vodil bolj sproščeno kot ponavadi. Še bolj sproščeno, zakaj? Ja, zato, da ne zamorimo tega prazničnega vzdušja, reče resnimi temami, ne hecam se, kot ponavadi, malo resnosti, malo heca, pa en zelo zanimiv gost, koga imam danes na svoji desni. Z mano je Danijel Hajdinjak. Danijel, živijo. Živijo. Hajdinjak, kako se prav pribere tvoj priimek? Hajdinjak bo kar v redu. Hajdinjak, ok, vendarle, moramo vse, ki niso Gorenci, pač to vprašati, ne? Ti si pač po rodu vendarle malo Primorca. V bistvu sem tudi več ali manj Primorc, ja. Mama Primorka, poter preseljen Primorc. Tako da ja, Primorc. Koliko časa že na Gorenskem? Na Gorenskem pa že od 2004, 2005, v Ljubljani še prej 5-6 let. Že dolgo stran od Primorske. Katere gorenjske besede si se doslej naučil, pa so ti ljube? Šravštok. Šravštok je dobra. To pomeni, kdor ve, kaj je šravštok, ima delavnico, pa saj en kotiček, pa ga uporablja za marsikaj. Vidim, da si v prav prijetnem interieru, ambientu. Kje se javljaš zdajle, Danijel? Zdaj imamo terase, ki je en projekt, pa bom kar malo sam delo zgleda. Najprej je bilo mišljeno, da bojo drugi, zdaj pa je padlo kar name, kot zmer. Včasih, ko so, bom rekel, podizvajalci pa obrtniki res zaželena roba, moraš sam tudi znati kaj položiti. Zastekljiv boš, praviš, teraso, da boš imel še eno sobco za zimski vrt, ali kako? Tako, malo zimskega vrta, Pa malo pokrit, da ne teče v garažo. Zdaj, tista steklenica za tabo, ki visi, je za srečo ali ima kakšen drug pomen? Ne, ta je prišla za rojsten dan prejšnji teden. So mi jo napihnili, pa zdaj visi tlele na terasi. Nadaljnjih 42 dni, kako praviš? Ne vem, če bo toliko časa lahko, ampak en čas bo še. Poštovana publika, če se sprašujete, kdo je Danijel Hajdinjak, naj vam v par stavkih to povem, več bo povedal pa on sam. Primorc, to ste že ugotovili, iz Ajdovščine se je preselil na Gorenjsko. Tu ima družino, na Strdišču pri Kranju, in tu tudi veliko teče. Desetletje nazaj, tisti, ki ste v teku bolj domači, se ga spomnite, je bil eden vidnejših slovenskih rekreativnih maratoncev in ultratekačev. 3-krat je stal na stopničkah v istrskem maratonu, 2-krat je zmagal na Sladkih 6, pa na mozirskem polmaratonu. Zmagal je celo na legendarnem ultrateku Celje-Logarska dolina. Zaradi zdravstvenih omejitev ne tekmuje več, je pa pred dnevi dopolnil maratonskih 42 in to proslavil solo maratonskim tekom. In tam sta se tudi srečala, tako, Danijel? Sva se srečala, Kako je šel, mislim, odlično si odtekel, bom rekel, svoj maratonski, svoj spodnevni maraton,
Da si prvo najprej pridemo na čisto, zdaj bomo bolj, kar se rezultatov tiče, bolj obujali spomine, ne? Ker zdaj pač smo, kako bi rekel, upokojenci ali kakorkoli že. Zdaj bolj sam še tečemo, kakor znese, pa kakor rata, pa kakor je volja. Maraton je bil dolg, ker nisem več vajen takih dolžin, tako da prve 3 kroge je bilo normalno okrog Brda, zadnji je bil dolg, ampak se potrpi, se da in se prebavi še tistih zadnjih 5 kilometrov, kakor je bilo pol treba, tako da, ja. No, jaz se te spomnim, da si maraton odtekel tudi za svojih okroglih 42 leti nazaj, prav tako na istem, bom rekel, Kranjskem ovalu. A lansko leto pa ne vem, si tudi tekel maraton za svoj rojstni dan? Ne, sej nasploh delam zelo malo kilometrov, no, letos je nekako bolj tako bilo, da je prišlo do tega, da bi lahko, pa sem, no, sej ni. Predlanskem je bilo prav za 40, je bilo malo bolj planirano, to letos je bilo pa bolj sestavljeno iz želje, da je 42, pa naj bo 42. Ne vem, koliko je pametno in koliko ni, ampak zaenkrat, če gre. 2 leti nazaj sicer ni šlo po ovalu, ker je bil cel oval zamrznen, tako da smo pol Britov, Kranj in Vojašenca krožili, da smo jih nabrali. Letos je bil pa oval kar lepno, malo blata, ampak super. Ja, vmes si se pridružil še kranjskim ligašem, ki imajo vsako, ne vem, 5. nedeljo tle na Brdu svoj, bom rekel, poligon, da se merijo, je tako? Ja, ne vem, kdo se je komu pridružil, ampak ligaši so odzad prišli, ja, z neko drugo hitrostjo, kakor jo mi še imamo. Ampak ja, je bilo pa lepo jih videti, koliko hitreje grejo lahko. Koliko hitro smo včasih šli tam nekje, no. Ja, je razlika, dosta očitna. Ja, zmagovalec si imel tam 32 minut, ja, na Kranjskem ovalu, oziroma sta bila 102. Zakaj ja, sem... 33 pa še nekaj sta Ali imela. 33, tako, ja. Opazil sem te med rezultati, zato sem rekel, če si jim pridružil, očitno so te kar V resnici ne, sem pa tistih 6-7 let nazaj, ko sem še resno tekel, pač imel tudi številko od Kranjske lige, bolj tako, ker bolj kdaj pa kdaj na oval, pa kdaj na Jošta, drugega skoraj nisem. In očitno imajo v Stravi še v sistemu, pa so me povlekli zraven. Drugače sem celo mahal fotografu, da jaz nisem njihov. Ne, vsak šteje, veš, jaz sem tudi mahal fotografov, pa mislim, da ga pozdravljam, ja. Tako pa me tudi pofotkal, tako da, ja, omenil si, rekel si, kot smo tekli nekoč, ja, nekdaj, in se bova vrnila malo v preteklost. Imaš še lerem rostnik 42, pravi, da si tekaški upokojenec, do tega še prideva, ampak najprej greva čist nazaj, ne. Daniel Hajdinjak se je kdaj odločil, da bo začel teči, pa zakaj je začel teči, recimo, a ne? Tudi dobro. Daniel Hajdinjak je imel leta 2012, ja, 92 kil, in se je pol odločil, da bo to malo spremenil. V bistvu je treba najprej nehati jesti, sploh lahko shujšaš, to je znana. S tekom pa s tem se ne da hujšati, s tekom pa s tem lahko vzdržuješ kondicijo, ostalo je pa, ne, se pravi, manj jesti. Hkrati, ko sem manj jedel, sem več tekel, pa niti ne toliko veliko prvi let, ampak sem več tekel in potem so šele po kile dol. Priprav nekih unih prav veliko nisem, nekih tekmovanj se v resnici niti udeleževal 2012. 2013 pa pol že kakšnega manjšega, ne vem, nočna Ljubljanska, 21, ki je bila. In potem sem se pa odločil, da sem prijavil na maraton, pač skozi je šlo lepo, skozi daljše razdalje. In je bil pol že Ljubljanski maraton 2013, tam je šlo malo pod 3 ure, s tem, da me je tast na koncu skoraj nesti moral domov, tako da je šlo spet zaradi sicer prehitre prve polovice kot zmeraj, ampak ja, je bilo na meji. 2014 je pa, ne vem zakaj, celo zimo sem kar že veliko tekel, veliko daljših, in 2014 je začel kar
kar ritno. Ampak Sežanka je bila blizu ure 15, tam nekaj. tole mora narediti. Lej, človek, spomnim se ene fotke, ja, ki si jo imel, ja, 92-kilski Daniel, se odloči, tako ne gre več, a ne? Nehaj jesti, pa malo laufati. Čak, in pore na prvi maraton čez dobro leto in laufa pod 3 urami. Bog pomagi, no. To pa narata kar vsakemu, ki reče, da je malo shujšal po enem letu malo laufal. Ja, ne, mislim, se je dobro, čisto včasih sem bil kolesar aktiven, mislim, pod 23 še, ampak to so res leta nazaj. Vmes sem bil veliko na kavču, pač pa rad jem, no, še vedno rad jem, mislim, vedno sem rad jedel. Tako da v resnici je bilo treba pol tek toliko daljše, da je vsa tista hrana šla iz sistema. Mislim, sej tako, no, sej ni prišlo iz nič, no, sej 2013 sem imel ne vem koliko, 3000 km, 2,5, se pravi, ni bilo iz nič, ne, še zmeraj je bilo veliko teka. 2014 pa 2015 sem imel pa pol po 5000 na letu. Pa v resnici samih tempo tekov, ker drugega sploh ne znam delati. Tako da, ne vem, povprečje treningov čez let je bilo 4,35, nekaj takega. Čak, zdaj ti meni hočeš reči, da si odtekel, kaj, 5000 km na let v tempu 4,35? Povprečnem, ja. Jesus. Obe leti, tam nekje. To je za trening res izjemno hitro. Poznam veliko maratoncev, poltrašov pa tako naprej, ampak tako povprečje zdržati čez celo leto, je to prišlo samo po sebi, no ne vem, prvo leto pač si tekel, kot si tekel, si kilometre klepal, si naredil mogoče, kot si rekel, že v štartati hitro tekel, ali kako si to hitrost potem zadovoljil? Ne, prvi teki, prve 2-3 mesece je bilo 6:0, 6:20, mislim. Ja, pa se to ni. Pol, ko je počasi se začel pripravljati, pol se je začel počasi popravljati. Sam je pa res, da v resnici sem prišel na 4,45, 4,40 dosti hitro, da sem lahko 10,12 laufal tako. No, pač, to je res. In v resnici pol za tisti pod 4,30 je bilo treba pa garati sam, ne vem, no, tekel sem vedno enak, nikoli, mislim, pol, kadar se je šlo res pripravljati na maratone, pa kad sem, pač, malo sem imel nesrečo, prve radence, ki sem tekel 2014, ne, sem jih 2,40 pa še nekaj drobiža. In pol je bila seveda moja želja iti pod 2,40 in sem rabil 2 celi leti, Da si pol minute dol vzel. sem glavo pripravil, ker v resnici sem najhitrejši maraton tekel, po moje, skoraj najslabše pripravljen v Ljubljanski, se pravi, fizično. Psihično pa po moje najboljši. In sem uro gledal pa tempo in nič drugega. Takrat se je šlo. Vse ostale krate, ne, v Ljubljanski v 2014 smo imeli na polovici uro 16, ni moglo biti 2:40, ni moglo biti. Tako da več ali manj smo se zmeraj zaleteli prehitro. Da si zelo hitro prišel na 4,40, da si zelo hitro lahko tekel. Pa imaš malo, se pravi, ali predpisuješ to mladostni pripravljenosti, pa mišičnemu spominu, ali si malo vzdržljivca, pa tako naprej, si malo to vrstnega, imaš to malo v Moje sem vzdržljivca. Večkrat se hecam, da v resnici, če bi v mladosti, ko sem kolesaril, toliko resno to delal, kakor zdaj, ko sem, mislim zdaj, 7-8 let nazaj, kadar sem tekel, bi tudi rezultati v mladosti bili verjetno precej drugačni, ker v resnici take intervale, kakor sem uspel spraviti pol v 2,15, zato da bi ujel teh 2,40, med kolesarjenjem v mladosti, po moje bi rajši rekel, kar imejte kolo, pa bi šel. Nekaj v tej smeri, ker je šlo pač res, tudi intervali so bili prava žaga. Ne, pač, No, evo, če že omenjaš te intervale, no, povej malo za najino poslušalstvo, ki se muči včasih s kakšnim fartlekom, pa s kakšnim intervalom, kako pa je pa to pri tebi izgledalo, ta brutalni intervalni trening, daj ga malo.
Jaz ne maram komplicirati. Meni je všeč, da ura dela kilometre, da vsak kilometer zapiše. Se pravi, vsi intervali, ki sem jih kdajkoli delal, so bili večkrat 1, 2 plus 2 plus 2, 3 plus 4, ne. Karkoli že, ampak vse je bilo na kilometr, krajših nikoli nisem delal, niti ne vem, mislim, pač to je stvar posameznika, ampak ne vidim čisto prave razlage, zakaj bi delal 200-metrske šprinte za maraton, ampak pač stvar posameznika. Ampak ja, brutalni so bili recimo v Stražišču na stadionu 8x1, pa vse je bilo pod 3:20 pač. Pa vmes počitka. Ja, tle s počitke sem imel pa malo drugačne kot ostali. Jaz sem spravil tempo na 4:40, pa naredil na 7 km in pol spet štartal. Se pravi, počitk pri meni, kakor ga smatrajo eni, da pač pol odhodiš 500 metrov ali kakorkoli že, enako časa, ali kakorkoli, meni je trajalo vse do naslednjega kilometra, ali pa če je bilo 2 lufta vmes, sta bila 2 kilometra. V glavnem, glede na tukaj ura rekla, da se začne nov kilometer, smo šli spet. In druge filozofije pa nimam. Sploh v 2015 sem delal čisto drugačne treninge. 3 teke na teden, 100 km povprečje, se pravi, v 3 tekah. V 3 tekah 100 km ali kako? Ja, pa vmes še intervale kdaj, tako da med temi 3 teki so bili, v enem od teku so bili še intervali včasih. Sicer ponavadi na začetku treninga, pol pa bi rekel dolg iztek, tako še 20 km. Pa nasploh sem pristaš, da je počitk del treninga. Se pravi, 3-4 dni po moje je skoraj maksimum, kar sem imel tedenskih treningov. Se pravi, 4 dni na teden, 5, ne vem, če sem imel 5 tednov takih, da je bilo 5 dni treninga. Pač počitk je treba pustiti, en dan delaš, drug dan ne. In tak je bil stil, takih je bilo vsak let tistih 5000. Je pa res, da se tudi hitro končalo, tako da mogoče je čisto narobe. No, evo, to lahko razdelava. Kje pač si to filozofijo usvojil? To ti je ustrezalo, si to, ki je prebral, si zbral znanja, pa si testiral na sebi, ali je bilo pač silom prilike, tako kot si rekel? Mislim, tako kot nek normalen tekač sem si pol drug let prebral veliko knjigo o teku. Zdaj, iz tega celo sem enkrat probal nek načrt treninga delati, pa sem videl, da mi niti nič res ustreza. Jaz sem rad šel od doma čez Jelenovga, okrog Brda in nazaj, se pravi, tistih 23 km okrog, teh je bilo največ, ponavadi sta bila 2 taka, en pa daljši, ta zadnji let, prej je bil še kdaj 4., ampak se pravi, 4. že niso bili čisto obvezni, ali kako bi rekel. Tempo vedno, se pravi, od štarta, nobenega ogrevanja zares nimam nikoli, se pravi, od štarta 4:20 pa okrog Brda pa nazaj. To je bilo večino mojih tekov, je bilo 4:20 od tukaj iz Stražišča pa okrog Brda in nazaj. To je bila večina treningov, zato je tudi povprečje pol skozi. Taki so bili. Sigurno te kakšen tekaški kolega ali pa drug vprašal, kako treniraš, si ti povedal in je rekel, človek božji, to pa ne, da je rajš ti intervalni trening hitrej, pa počasni tek počasnej, ali kako? Ja, vsi. Sam še danes nisem sposoben počasnega teka teči, tako kakor bi ga moral. Mislim, jaz vem teoretično, kako bi ga moral, sam praktično počasnega teka ne uspem spraviti iz sebe. Ali grem teč, ali pa ne grem. Ne vem. Sem se trudil kdaj, da bi 6 na minuto tempo držal. Ne. 6:0 na kilometer ne moreš laufati, pa če te prisilijo, ne, ni šans. Ja, takrat, ko nisem sposoben nič drugega. Se pravi, takoj, ko lahko, je pa hitrejši. Takrat, v 2014-2015, pa v resnici 5:0 nisem mogel držati. Evo, in
Okay, na tekme si vse, pomalem si potem začel hoditi, si se testiral, praviš, pa Radenci, pa Ljubljana, pa kakšna Sežana vmes, pa Mozirje, pa tako naprej. Kako si izbiral te tekme, čisto po naključju, ali si imel kakšne posebne cilje, da jih moraš odkljukati? Ne, držal sem se slovenskih tekov. Tekel sem v resnici vedno Radence pa Ljubljanskega, pač 42-ke. Več ali manj sem istrskega tudi vzel. Ostali, v bistvu polmaratoni so bili pa bolj kot neka priprava in vzdrževanje nečesa. Sej dosti veliko drugega, sploh zares, niti nisem tekel zares, no. Sem imel kar dolga obdobja svojega teka tukaj po domačih krajah. Tujine praktično nisem tekel, praktično nič, sploh po moje, se niti ne spomnim. Dvakrat sem še mislil, da pa ima novo, pa je vedno nekaj vmes prišlo. Rajši sem imel daljše teke, ker maraton smo še vedno tekli s takim tempom, da si bil na rdečih po prvih kilometru. Zdaj, pač se en čas ti paše, sam dejansko tistih 3:47 tempo je bilo pač trpljenje skozi, ni bilo dihal globoko po 1 kilometru in po drugemu in po 42. Tako da sem pol rajši videl, da mi bolj ustrezajo malo daljši, sicer sem kar dolgo kolebal, no. Sam vedno stremiš k nečemu naslednjemu, kar je ponavadi problem. In ko sem maraton odtekel, sem pol videl Logarsko 75. Kje si to videl? Kdo ti je povedal najprej, da pa septembra je pa tek, ki je pa malo daljši po maratonu? Po moje smo bili takrat precej aktivni na tekaškem forumu. To drži. Tista leta je forum še precej dobro tekel. Tam sem tudi videl, da obstaja Sladkih 6, ker drugače ne vem, kje bi ga našel. Meni sicer eden bolj ljubih tekov, ki je tak domač, bil vedno organiziran super. In tam smo res uživali, pa tempo je bil tak, da si lahko normalno operiral, ne, pač, ne vem, tistih 4:20, 4:17, kakorkoli je pač bilo treba. Ponavadi sicer glava spet ni prav delala in je šlo prehitro na začetku, ampak ponavadi, no, saj 2 sem tekel, da ne bo kakšne pomote. Nisem veliko tekel, nisem imel dolge, ne kariere, ker ni bila kariera, ki je tako samo malo tečemo zase, ampak kar je bilo pa sladko, pa je bilo treba pa na Sladkih 6. Dajva najprej obdelati pač Logarsko, 2014, ja. Tista Logarska je nekaj posebenega, sem se o njej že pogovarjal, mislim, da Žontarjem enkrat, naslednjič, ko se bom s Senico, ampak zdaj se bom pa s tabo. Kako je tista dirka potekala, to je bila, rekel je, zgodovina se je pisala, pa boš sam povedal, zakaj. Daj mi opiši, no, kako se je skozi tvoje oči odvijala ta dirka. Mislim, najprej malo priprave, ne, v bistvu vse skupaj je bilo nekako tako, ne, nekaj maratonov sem pretekel, pol sem se prijavil na Logarsko z neznanimi občutki, ker pač, ne, nateče človek več kot 50 kilometrov prav pogosto, ne. Sicer sem pol dejansko naredil celo ene 2 treninga, ki sta bila blizu 50 ali malo daljša, enkrat sem na Krvavcu, s Tržišča pa nazaj, tako da je tistih 55 bilo. Nisem vedel, kaj točno ne pričakujem. Doma sta šla tast pa žena v spremljavo, ker sta me še po poti spraševala, če res mislim to teči, ali od začetka do konca, ali je to samo malo prikaz nečesa. Ja, pač tekma je bila normalna, poznal nisem praktično nobega, razen kakšna Žontarja pa to, kar smo se na maratonu nekako ujeli, ostali so bili nek drug razred teka oziroma res dolžinci, ali kakorkoli bi že rekli, ultramaratonci. Noben ni vedel, kaj pričakovati, ker tudi Žontar takrat je bil v resnici prvič na takem teku, tako da v bistvu je bilo to bolj nek preverjanje nečesa, kaj lahko iz maratona izvlečeš iz tiste hitrosti, ki je tam potrebna. Tle je boljše, da je ni toliko, da pač malo taktiziraš od začetka.
Drugače pa, kot zmer, ko sem bil jaz v Logarski, veliko dežja, že na štartu, pral nas je praktično čez cel Mozirje, blato, kolesarji, spremljava skoraj ni šla. Do Mozirja, ki je bil na, mogoče sem kaj zlagal, ampak na nekih 35 kilometrov, nas je bila ena skupina, 33, ja. Tako. nas je bila ena skupinca še nekih 10, 8. Po je en tekač malo povlekel, mislim, da je bil Matej Uhan takrat, en z vojske. Je kar malo povlekel, je rekel, gremo malo hitrej. Jaz, Žontar, pa Senica smo se samo malo pogledali, pa rekli, a ta misli resno, ali bomo rešli tako hiter. Smo šli za njim, pol pa v bistvu prišli, mislim, da že v Luče, ali pa mogoče še malo prej, sam še mi trije. Držali smo nek dost soliden tempo, pač ki je bil lih prav težek za vse, za nobenega prehod. In ko smo prišli enkrat gor proti vrh, proti Logarski, že majčkeno prej, je rekel, mislim, da je Aleš takrat je rekel, a če kakšen misli iti naprej dirkat, ne gre, jaz ne vem, kaj bo, niti ne morem več veliko. Jaz sem rekel, jaz tudi ne grem, pač. Gremo tako, kakor smo šli celo pot, pa se do Logarske privlečemo. Sicer vse, ni šlo lih počasno, povprečje, mislim, da je bilo ne 4:20, nekaj takega tempo. Pol v Logarski je pa v bistvu smo s Senico se kar zmenili, smo prišli skupaj za roke, publika je ploskala pa navijala, še nekje imam en ta posnetek. In je bilo res tako, no, malo je bilo presenečenje z organizatorja, ki ni več vedel, kaj bi naredil. Neka medalje je imel za enega, ali pokali so bili, mislim. Tisti je imel za enega, tudi nagrade so bile tako narejene, da je bilo za prvi, drugi, tretji. Ampak ja, smo zrihtali. Je bilo nekaj posebnega, ker ni veliko takih tekov, da bi skupaj prišli, sploh trije, no. Sam je bilo res nepomembno, kdo je bil prvi zares. Ker smo skupaj tekli, en drugega spodbujali. Nobene potrebe po tekmovalnosti v tisti točki. No, na koncu ste vsi trije zmagali, v bistvu, ja, vsi trije ste zmagovalci te Logarske. Organizator ni iskal fotofinišov, pa ne vem kaj, ne, ker je muštejem. Ni mogel, ker smo imeli roke, vsi trije skupaj. Pa ker po nobenim kotom tega ne bi mogel vedeti, pa se mi zdi, prav je tako, luštna je bila tista dirka, ja. Žontar mi je podobno povedal, ja, v bistvu ste kolegijalno pač skočili v cilj, pa rekel, to je to, za ta denar, na koncu ste si razdelili tiste nagrade, tako da je bilo prav, no. In si obljubili, da naslednje leto spet pridete, ali kako? Ne, nismo si veliko obljubili, se mislim, da pol naslednjo leto mogoče, Senica je mogoče še bil, no. Žontar je pa mislim, da že takrat rekel, da en čas ne bo tazga tekel. Ja, Žontar je rekel, da pač ne, te ultre mu pač ne dišijo toliko, zdaj je rajš na trailih, prav ima, ja, pa na maratonih, ker ima tudi še en dolg. Dote je naslednje leto si bil v Logarski, ti pa spet, ne? Pa? Jaz sem pa bil, ja, sam je pa, zdaj, drug let Logarska je bila spet v mojem stilu, ne. Štartali smo normalno, s tem, da jaz rad na začetku malo pogrejem, ali ne vem, kako bi rekel. In mislim, da sem imel tam prvih 5 kilometrov bliž 4:0 tempo. Eden se mi je pridružil odzad, ker drugače bi verjetno tudi jaz pustil, če bi bil sam, ker noben mu ni v interesu teči od Celja do Logarske sam, ne, mislim, ne. Ampak se mi je en pridružil in prišel k meni po enem 5 kilometru malo bližje, pa je rekel, bil je Madžar, no, Gabor Mohari, pa je rekel, surprise, imate tempo, ne, pač, rekel, ok, v redu. Grem pač tako, ene 4:15 bi rad imel, pa reče on, ja, ok, 4:15, sam zdaj tole ni 4:15, to je zdaj 4:0, ne. Sem rekel, ja, da malo se grejem, pa to mi je pa povedal, da je on par let nazaj, mislim par let, 2 leti nazaj je bilo takrat po moje
Je tekel 6 ur, nekaj čez 91 km, nekaj čez 90 km. Sem rekel, ups, ne, ta je, ups, ne, ta bo težka, ne, pač, ne. Ampak ja, sej, bolj sem se mu v resnici, mi je pobegnil, ko ga nisem mogel loviti. Na 17. sem ga spet videl, sem rekel, ok, pač, mislim, očitno tudi on ni neuničljiv, pa ga počasi nekaj malo zmanjkuje. In sem ga dejansko pol tam na eni polovički, precej pred Mozirjem že ujel. In sva skupaj tekla skoraj do Mozirja, malo prej sem se pa jaz odločil, da bom šel malo naprej. No. V resnici on je bil pa skozi za mano, se lepo za mano, pač, mislim, težko reči, da se je vlekel, ker pač ni, ampak držal je moj tempo in pol v Mozirju je pa mene želuc prebava in sem videl, da je novo šlo, sem zgubil tempo, je padel, on je šel naprej, sem rekel, za njim ne morem, pač ne gre in sem moral pol tudi v koruzo zaviti. Ene punčke se še vedno spomnim, ker je lih prišla tam po cesti, ker sem jaz ven z koruze nazaj skočil. Me je prav debilo pogledala, kaj z koruze ven skačem, ampak ja. In potem sem za njim tekel, sicer na koncu je v resnici bilo, mislim, da je samo 4 minute razlike, ker je rekel, da je tudi njega zvil nekje vmes. Sam smo se pa pogovarjali na cilju in rekel, a veš, kaj si ti napako naredil, ne? Naprej si šel, ne? Ti bi moral biti za mano pa čakati, pa bi verjetno ti zmagal, ampak ja, tako je pač bilo. Zasluženo je zmagal, res je bil, mislim, ne vem, koliko je bil pripravljen, ampak res je bil hiter, tako da. Nekaj, sva pa imela boljši čas, kakor eno leto prej z Žontarjem. Ja, mislim, da si imel ti 5 minut boljši čas, on pa še par minut praviš boljšega. On je imel 4,5, ja. Ja, tako, ne, mislim, da je bil to takrat tudi bliz rekorda, če ni bil to rekord proge, no, okrog 5:15, 5:13, se ne vem. On je imel 5:14, sam mandat, da smo včasih bili res hitrejši časi. Ja. Ker je pol šele Senica, je pol en let, ki je tekel 5:02, nekaj takega. Pod 5 ni šel nobeden, ja, se mi zdi, ali kako se ne vem. Leon je zares postavil nek rekord, ki je nekaj števil. Ja, te dirke zdaj ni več, tako da ne moramo več primerjati nekdanjih časov z novimi časi, pa moče s kakšnimi super čevlji pa tako naprej, ne. Da bi koga poslali v ta boj. Škoda morda, no, obujaš spomine, se pogovarjaš še kdaj s kom o tej dirki? Ja, ta je bila meni tudi ena tistih, ki so mi bile pri srcu. Sicer 2 leti nazaj je bila pol neka repriza, zdaj ne vem, bo letos tudi, ko so pa tekli navzdol. Ja, to je potem drug organizator zagrabil, ja, pa, ampak... Kar po moje ni ta isti čar sicer, ne, se razumemo, logarski postaviti ciljni prostor je nek zalogaj, ker ni tako enostaven za ga obdelati, ne. Ampak tisti, da so pa dol tekli, tisti pač, mislim, vse v redu pač, tam nekako je bilo res tisti pravi tek je bil navzgor, pa tam ob, kaj je to za ena reka, ob Savinji gor. Ob Savinji, ja, ob tej Savinji, jaz sem letos tam po poplavah in se tudi spominjal, kje smo tekli, čez tiste moste, posebej tam v Ljubnem, recimo, ki je bilo pri gasilnem domu in na Okrečevalnici, potem v Lučah, a ne, marsikakšno tisto cesto je odnesel letos, ja. Ja, to je bila prava dirka, da si napredoval v kilometrih po višinskih metrih, prišel na rampo v Logarsko, pa rekel, šit, še 3 kilometre imam. Ja, pa dolgi so bili. Neskončno dolgi, najlepša veduta ever, tam si gledal tiste rinke, ampak, vlekal se je pa k 100 hudičev, ampak res lepa dirka, mogoče bi bilo za ponoviti, če ne drugega v solo izvedbi. Malo je bila problematična, ker večina nas tekačev je v resnici v eni točki ostala sama na glavni cesti. To pa res, ja. V prometu in tako naprej. Od Mozirja gor, mislim, ne od Mozirja, ki je od Luč gor, si bil praktično na glavni cesti, pa večinoma jih je bilo samih. Sicer res, da je pač turistična cesta, pa se malo gleda, pa tako. Ampak vem, da tisti let, ko sem ostal sam,
je bilo malo strašljivo. No. Dež je padal, temno je bilo, avti mimo tebe letijo, čas bi bil na levi in čas bi bil na desni, ne ve več, kje bi bil. Tako da majčkeno je bila zaradi tega, ker jo je tako težko organizirati, problematična, ne? Da bi zares zaprl, tako ali drugače ne moreš, ker to ne gre. Ampak je bila pa lepa, ja. Je bila lepa. Ja, zmeraj bomo imeli Logarsko, ja, ti tudi pač svojo zmago, pa svoje stopničke. Poleg Logarske, jaz si tisti 3 leta zaznamoval tudi še eno pač legendarno dirko, ki jo zdaj ni več. Jaz sem tudi tam 2-krat še gor na Sladkem vrhu, ja. Zdaj zagrizen tekač. Rajko je to organiziral, Sladkih 6 poimenoval. To kroženje na kilometrskem krogu meni bo simpatičen, kljub temu, da bo treba skakati iz pločnika na pločnik, ampak ja, ti si bil tam, ko si izvedel za to dirko. Ja, to sem po moje spet na tekaškem forumu, so se pogovarjali, da bo Sladkih 6, sezone je bilo, a ne, ni bilo konec, ja, je bilo konec, ki je Ljubljanski maraton bil 14 dni pred tem ponavad, dirka je bila vedno začetek novembra, ja, 7., 6., 8. Tako. In sem videl tam, da se nekateri, mislim, ker ta je bila na tekaškem forumu domača tekma zares, ne, ker Rajko je bil tam kar aktiven, ne, domača tekma, povabil je tako lepo svojo temo odprl vsak let in sem moral zagrabiti dobro, saj tisti let sem že Logarsko tekel, tako da približno se mi je sanjalo, kaj je. Sicer si nisem mislil, da bo pač daljša, ne, mislim, da bom toliko časa krožil, zato da bo toliko daljša ratla, kakor je ratela Logarska, ne. Ampak ja, mogoče ni bila čisto enostavna, ker dejansko, kakor si rekel, pločnikov je bilo veliko, korit za rože, tekačev na progi, ki se je moral umikati, tako da ni bilo to nek optimalen za neke hude rezultate, ampak je bila pa ravna, kolikor toliko, mislim, ja, ravna v bistvu. Krog je bil meni idealen, jaz nimam težav s kroženjem, ne, pač ok, zdaj mogoče stadion je malo kratek, ampak ta kilometer je bil idealen, mizico sem ti postavil tja, prvi let je bil tast z mano in mi je podajal, kar sem zvrnil na mizici, ko vstavljal se tak nisem niti enkrat. In trajala 6 ur, se pravi, filozofija je ta, da je nažalost hitrejši, ko si dlje boš moral preteči. In ja, je bil pa užitek, no, se pravi, ni bilo rdečih obratov, dalo se je lepo krožiti, druščina je bila v redu, tam je bil vedno Zajc, Boris Ivanovič. Tam smo res lepo krožili, šlo je, sploh 2014 je šlo po tekočem traku, tudi nisem vedel, kaj naj pričakujem in kaj naj držim, kakšen tempo in je šlo pol enakomerno, po moje, čez cel tek, brez neke resne krize, brez nekih resnih problemov, 6 ur kroženja mimo mizice, vsaka 2 kroga, banana, fruta bela, gel, karkoli že. Vem, da sem tistega pojedel toliko, da je dobro, da želuc zdrži. Ampak ja, užitek je bil. Na koncu, vse v radnih rezultatih tako piše, so ti napisali 83,83 km. Ja? Ja. Tempo, takole čez palec bi rekel kaj? 34, kje si bil? Mislim, da je bil 4,17 ali nekaj takega. 4,17, ne? Mislim, da bi moral pogledati, ampak mislim, da je bil 4,17. To je... Je pa tako, no, morava povedati, da je v resnici to progo še enkrat merili. Zaradi tega tudi ta rezultat ni vključen v nobene uradne rezultate slovenske, ker so progo še enkrat zmerili in namerili, mislim, da je 18 metrov manj na krog, kakor je bila takrat deklarirana. Sicer bi se dalo govoriti o tem, kako je bila speljana, pa kje si tekel, ampak zmerili so pač manj. Tako da v bistvu bi bil pol najbrž tempo malo počasnejši, a ne. Ampak ja, tam okrog 4,20 je pa kar bilo, 6 ur. Ja, sej, o tem sem hotel spregovoriti, namreč v zadnjih letih se je ta 6-urni tek v Sloveniji spet kar prijel, ne samo organizacijsko, tudi tekmovalno, naši tekači
tekljajo tako po slovenskih štadionih in cestah kot v tujini. In ja, mimogrede vsi veselo postavljajo državne rekorde. Najprej je bil, mislim, da z 79 km, nekdo, mislim, da Adriano, potem je prišel Marko Tomažin z 82, to je izenačil, mislim, da zdaj še Uroš Srnec. Ampak enkrat sem potem protestiral, ja, na eni od teh tekem pa sem dejal, če se ne motim, sem nekje videl enkrat 83, ko, ne. Pri Danielu Hajdinjaku, ja, pa so me takoj popravili, da menda, ja, tista proga pa ni bila certificirana in si nekam ne to zataknem. Ampak, ja, če bi bila... Ni bila. Ja, ni bila. Pa ne, da ni bila certificirana, to niti ni bil problem, ker na statistiki od Duva pa to je bil dejansko to napisan kot slovenski pač, karkoli že. Rekord. Na 6 ur, ja. Dokler je niso ponovno zmerili, to je bil problem, ne. Ne bi jo smeli merati, je pentiš. Ko so jo ponovno zmerili, pol je v resnici pač morajo prejšnje rezultate skensliti kar. Ne, da bi jih preračunali, ampak jih skenslijo. Tako pač dela ta statistika. Mislim, ironija je, ne, če bi bila takrat proga recimo tako pomerjena, kot je bila potem na koncu, bi ti še vedno naklepal 82 km, čez 82 km in bi držal državni rekord, ne vem, do predlanskega leta. Ampak... Saj ni bistveno, saj nismo zato tekli. To je tudi res. Ne pa zdaj teče drugačne, zdaj so vse 6-urni teki, ti zmerijo še končno razdaljo, ne. Še zadnjega kroga. Tako? Takrat sem jaz mislim, da je končal 1 minuto pa pol prej, pa se ustavil pač, ne, ker naslednji krog ni štel, ne, na sladkih 6, če si bil pač. Zaključeni so šteli, vse naprej ne več, zdaj pa povsod, kjer so organizirani 6-urni teki, na koncu neke štafete dajo palčke. Palčko dobiš in ko poči ciljna pištola, se ustaviš in potem sodnik do tja, ker si v novem krogu prišel po meri in ti prišteje tiste metre, res je, ja, tako. To je bilo tudi zadnjič na svetovnem prvenstvu na 24 ur, tako, ja. Sem videl. Ja, uradni rezultati potem podaljšani, kar so tekači tekli še v novem krogu, tako da, lej, a ne, si še zmeri bil, kakorkoli že, dokaj niso zmerili državni rekorder na 6 ur, a ne, kljub temu, da so pol to zbrisali, tako da, ja, naj se potrudijo fantje. Malo jih je, ki so danes sposobni tudi to razdaljo še odteči. 4:15, 4:20 za primerjavo, 4:15 je recimo tempo, da maraton odtečeš v 3 urah. Ja, ti si odtekel... 17 je 3 ure. Ja, tako, ti si odtekel pač pa 2, a ne, v 6 urah, a ne. To je kar lepo. Ja, drug let je bil drugač, mislim, 2015 je bil plan drugač, ne, poprav 2014, a ne. Kot vedno, glava ni pustila, ker sem imel v bistvu 15 kilometer še vedno na 4:0, ne, se pravi, 15 je bil 4:0, maraton je bil 2:52, pol pa je bila kriza na 50, pa še malo, taka že, da sem mislil v avto zavitno, sem rekel, da se mi ne da več. Pa sem pol malo spijo, krožil še 2-3 kroge, da sem malo k sebi prišel, no, pol je pa spet zalaufal sam. Tist let sem bil pripravljen bistveno boljši, ker 2014 po moje, za tako dolžino glava ni bila. Ja, na koncu si vsem zmagal, ja, pa 80 km si presegel, tako da še drugo zvezdico na sladkih 6, zdaj, če bi šel tam pa 85 km, bi bilo pa še hujš, ker bi ti ta rezultat podbrisal kot državni rekord, potem pa preko brez veze. Ne, no, se nismo tak nivo tekmovanja, da bi se sploh lahko s tem ukvarjal, no. Vemo, mislim, se to zmer povem, moramo biti pošteni, včasih so tekači 100 km hitreje pretekli, mislim, veliko dlje pretekli v 6 urah, ker se mi zdaj gremo 82, 83, ne, a veš. Tukaj zdaj je tu, je pa res, da moramo še nekaj vedeti. Jaz sem imel željo, tako resno, takrat, da bi šel 100 teč,
za neko normo, za neki, no, da bi pač No. lahko šel takrat na neko prvenstvo ali pa neki. In so mi leta 2015 čisto lepo povedali, da v resnici ni variante, ker Slovenija ni imela ultramaratonske zveze in bi lahko tekmoval sam izven kategorično. Tako. In sem pol tudi to misel opustil, ker sem bil nekako pripravljen, da bi verjetno v enih 7 urah 15 uspel obrniti. Sam pač ni prišlo do tega. In tudi mi ni žal, da ni prišlo do tega. Ja, res. Mislim, da je bilo 2014 prvič, ko je šel Mirko Miklič, pa Neža Mrlestrović na svetovno prvenstvo, pa izven konkurence, pa nekako sta potem dosegla, da je bil tisti rezultat na pol priznan, čeprav Slovenija ni imela neke uradne pozicije v mednarodni ultramaratonski zvezi. No, zdaj jo ima, a vidiš, ne? Vseeno imamo tekača, ki je sposoben v 24 urah narediti 265, ampak kljub temu, da je Luka Videtič odličen, pa dvomim, da bi 100 km upravil v 7:15. To bi bilo tudi za njega kar zalogaj, ja. Tu so druge razdalje. Pa si šel, no, to sem te hotel vprašati, ne? Bil si, 6 ur, pa 83 km, pa Logarsko in tako naprej. 100 si šel, pa vse nisi šel nikamor odteč ali pač, mogoče vsaj za sebe. Ne. Kako to, da nisi se vsaj preizkusil v tem? Te ni povlekel kakšen Firenze, Faenza, morda Bil ali pa kaj takega? Firence sem gledal takrat, da bi šel. Pol, ko so pa povedali, da tako ali drugače grem lahko sam zase, sem rajš slovenske tekel. Pač lokalni patriot, slovenske organizirane, tukaj v bistvu mi je to všeč, recimo naš domači, krajinski, 12 ur pa to, da nekdo se vsem trudi, da ljudi spravi skupaj za en tek. Je bil tudi sicer že takrat, ko sem jaz tekel, žal vsak let smo bili neki na morju ali pa, ja, na morju smo bili, ker je bil sicer takrat še v Trbojah. Tako, 2015, 16. Sicer med 12-urni tek niti ni nikoli zares vlekel, ampak tistih 6 ur, ki so pa zraven organizirane pa zmer. In ne boš verjel, letos sem prijavljen. To sem ti hotel reči, ker sem te najdel na štartni listi, ko sem te googlal, je ven skočil celo 12, pa sem rekel, prav vidim, ali to nekaj narobe, pa vidim, Hajdinjak je noter, pa sem rekel, Hajdinjak se vrača. Ne, ta je dal za rojstni dan, ker je tu, ta tekma je ena od unih mojih neizpolnjenih, ker sem jih vedno hotel, rezultata itak ne bo, pa niti ni tu point, ampak hotel sem jo teči. Lani sem bil celo v komisiji za čevlje. Spomnim, ja, tam si popisal. Doping kontrola. Tudi pa kar podpornik, no, oni res nekaj dobrega delijo, tako da dajmo jim tu nekaj vrniti, no. Dajmo jim pomagati, ker če oni nehajo tu delati, bi bilo res Klemen pa družba. Mislim, da ni bojazni, no, da bi saj še neki sezon Kranj res zaživi tisto nedeljo, se mi zdi, da kljub temu, da je zelo glasno, pa bučno cel dan, pa nagužvano, pa vsem tudi prebivalci imajo nekaj od tega, pa obiskovalci tekači pa sploh. Torej se veselim, da ne boš samo v komisiji naslednje leto, ampak tudi na progi. Ja, da lahko kakšno zgodbico v tebi potem. Treba je počakati, pa videti, da kakšne stare problemov, poškodbe, karkoli, tako da to je tako, no. Ne znam iti sam tja, ne. Malo bomo pretekli. Ja, sej, mislim. Še nekaj, če sem pri ultrah, no. Tvoja domača Vajdušna ima tudi zdaj kar prominentno dirko, pa se državno prvenstvo nastopa to. Si šel kdaj pogledati zdaj to mrzlo reko? Ne, nisem šel pogledati. Takrat, ko smo mi tekli, se je sicer mislim, ko sem jaz še tekel zares, se je sicer začelo že z unimi dolgimi traili, vipavskimi. Sam trail pač žal ni zame. Jaz sem se uspel že na organiziranem maratonu zgubiti
Na trailu me sploh ne najdejo več. Tako da to ni bilo zame. Ta ob mrzli reki je pa malo bolj zanimiva bila, ja. Tudi včasih je bila glih v nekem takem obdobju, kakor smo zdaj, a ne. Je bila nekje začetek decembra. Lepo drži. Pa zmeraj je bil veter, poplave, ne vem kaj vse. Mislim, pač v Ajdovščini, če ni burja, je itak nekaj narobe. Pač burja mora biti, ampak vedno so problemi, ja. Ne, ja, je tudi ena taka, ta Kranjska me vleče že od nekdaj, no. Mene so že Trboje takrat vlekle, sam res. Takrat je bilo vedno morje termin rezerviran. Takrat ni šlo. Ja, zdaj začetek junija je zdaj termin, tako da takrat še ni za morje, bo bolj za Ne, Kranjsko. takrat je bil to bolj konec junija, Res začetek je. julija. Prej julij, tako drži, ja, sredi vročega poletja je to bilo, tako da mogoče zdaj boš, kot je. Daniel, evo, tekel si, imaš 2:14, 2:15, to je bil highlight tvoje kaške sezone. Istočasno si tekel ultre, pa še maratone. To dvoje, kot praviš, se pri tebi ni nekako teplo, a ne, še zmeraj si, itak si tekel hitre, ultre, si rekel 4:15, na maratonu si pač odbil še pol minute dol, ali kako, pa si šel še malo hitreje, to ti ni predstavljalo neke težave, ali pa da bi ti ultra puščala neke posledice, da potem za maraton ne bi bil sestavljen. Ne, največ posledice mi je v resnici pustila nočna 10 na Bledu. Povej več, ajde, kaj je bilo, kje si se potaknil? Ne tako, ne. Najbolj polomen sem bil po nočni 10, mislim, ne po nočni 10, po 10 sem bil najbolj polomen. Tam smo jo nekaj pod 35 sem imel. Moje 2:14, 2:15 po moje sploh niti šel, rajš nisem pol. Ker sem se pol 3 tedne skupaj sestavljal, ker pač tu je toliko strogo v rdečem, da mislim, zato so mi bolj všeč daljši teki, no. Saj maraton je bil še zmeraj zelo hiter in je bil še zmeraj na rdečem. Sam to, kakor je pa 10, kakor v bistvu si konstantno na čistom rdečem, vijoličnem, ne vem, kaj je naslednja barva. Jaz sem takrat imel pulze v stilu maraton povprečen puls 178, 10 pa 187, ne, to je pač strogo izven Predinfarktno stanje. konteksta. In ja, ne, ultra mi ni pustila ponavadi nobenih posledic. Po Logarski smo šli naslednji dan na Rožnik s ta malimi, tako da ni. Ultre so bile lažje mi, kakor krajši teki. To je zanimivo, ja. To je zanimivo, kaj bi ti še vse lahko naredil v teh ultrah, prideva kmalu do tega, prej mi še povej, ja, ta Ljubljana, prej sam rekel si v Radenci, pa lepo si v Radencih uteč 2:40, tisti vročini, tako ali pa drugače, je dosežek, pa si šel v Ljubljano s ciljem, pač nekateri dobri rekreativci imajo en cilj, ne, da odtečejo maraton po 3 urami, a ne, in potem tečejo in vračajo polovičko 1:28 in pridejo na 35, ko pa zračunajo, da imajo za zadnjih 7 kilometrov še, recimo, 46 minut, 2 minute fore in potem, a ne, vejo nekje na 39 zobov pa šlo pod 3, kako si pa ti pa nisi čisto običajen rekreativc, ti si rekel, jaz grem pa tja pod 2:40 ali kako, takrat si imel man with the plan, na štartu si bil zato, da tečeš sap 2:40, pa če se cel svet podre. Ja, saj pravim, malo je bil nesreča, ker drugi maraton, ki sem ga tekel, ne, se pravi, prvi je bil ljubljanski, konec 2013, tiste 2:58 pa še nekaj, ker sem bil čisto polomen, ne. Naslednji pol spomladi je bil poleg sežanskega polmaratona, ne, je bil pol že Radenci, a ne, saj, tako je. In sreča ali pa nesreča je bila, da je tisti let ni bilo vroče, bil tak bolj deževen dan. Tekli smo zelo lepo z enim fantom, ki se ne spomnim več, komu je bilo ime, ki pol na koncu sicer malo spustil, ampak potekli ful lepo in je prišlo 2:40:16, ne. Zdaj, naslednji cilj je lahko samo, gremo pa pod 2:40, a ne.
Sam ta naslednji cilj ni bil tako enostaven, kakor je zgledalo tistih 16 sekund. Pa ne zato, ker se jih ne da natrenirati. Težava je, da se mora vse poklapati tisti dan. Ni bilo mi nikoli problem teči 2:45, ne. Mislim, pustimo zdaj istrskega, ki je bil preveč hribovit, ampak če je bil ravninski, je 2:45 kar šlo, no. Ne. Po 2:42 je moral biti pa tudi dan primeren nekako. Zjutraj dobro si moral spati, kar sem imel vedno težave. Sem noč spal ali pa slabo spal pred tekem, ker je, ne vem, adrenalin delal ali kakorkoli že. In po se ni nikoli ujel, no, do zadnjega ljubljanskega zares. Tam je pa glava delala, no, tam je bilo pa 1:19 pa še nekaj polovica in pol druga polovica zelo tam. Je pa res, da takrat je bil še Boštjan Švab zraven. In se ga spomnim takoj tam, ko sem prišel na večno pot, mi je začel malo odhajati, pa ne tako, da malo hitreje začel iti, sem pogledal njega, pogledal uro, pogledal njega, pogledal uro, sem rekel, ne grem. Ne. In na 32 sem priletel mimo njega, ker ni šlo več, ne. Se pravi, tam je bilo zelo malo treba, da si šel malo prehiter in vse vemo, kot pri maratonu. Če se ti zdi na polovički, da bi lahko šel malo hitreje, si že prehiter, ne. Pravi, v resnici je kompenzacija, tudi svetovni rekordi padejo, je vedno druga hitrejša kot prva. Prva mora biti ravno prav konzervativna, da ostane dosti za drugo. Pa ne prepočasna, ja, ne prehitra, ne prepočasna, ne ravno sweet spot. Mislim, če je prepočasno, moraš nadoknaditi več tega, ne, pač to ne gre, ne. Če pa prehiter, pa definitivno plačaš, kakorkoli rečemo, maratonski zid, glikogen, vse zmanjka pa konc. Šel si filigransko na tega 2:39, 25, nekaj takega je bilo, tako. Kdaj si vedel, no, danes mi ne more spodleteti, mislim. Nisem vedel. Še zadnji kilometer nisem bil prepričan toliko vase, da pač vedel sem, da na enih 20 sekund natančno gre, ne. Da bi morali iti, sam ni, tudi zadnji kilometer. Utrujen sem bil, se pravi, nisem bil sploh tisti let, sploh nisem bil za maraton več najbolj pripravljen, moram reči, no. Tudi kile so že malo goršle, ne, ker pač jaz sem takrat iz tistih 92 prišel pol, v 2014 sem jih imel 59, ne. Tako da pri tem najhujšem treningu. Na Ljubljancu sem jih imel pa takrat zadnjem, ko sem najboljšega odtekel, sem jih imel pa enih 67, tako da sploh nisem bil, kako bi rekel, najboljš pripravljen. Sam glava je pa prvič rekla, lej, ne gremo, vse gremo točno samo to, kar smo se zmenili. Pa se je šlo. In se je izvrstno šlo, no pol, no še eno stvar omenila, preden gremo naprej, istrskega si omenil, ta ti je pa kljub temu, da je bil kar razgiban, zmer ležal. Nisi nikoli stopil na glavo na prvo stopničko, ampak si bil pa 3-krat tam na podiumu. No ja, mogoče sem prej narobe rekel, v resnici je bil ta pred Radenci v 2014, ne, ki je vmes še ta bil, ker je bil ponavadi v aprilu. Ne, mislim, istrski je lep, pač, ne. Istrski je imel takrat več problemov, ker smo vedno srečali one na polovički. In je bilo treba iti mimo veliko ljudi. Bil je zelo razgiban proti Ljubljanskemu, nisi mogel pričakovati časa okrog 2:40, čeprav Žontar ga je tekel, ne, pod 2:40, tako da dal se je, ampak ja, je bil pa lep, no. Je bil pa lep, pa sem po moje bil celo 3-krat tam, ja. Ker mi je uspel tudi še 2:16 ga teči. Sicer 2:16 že ni več vse sodelovali, sam mislim, da je ne 2:52 je bilo. Točno to, ja. 2:52, 27 je bil tvoj čas. Ja, izvrstno se za to progo bil si, mislim, da tretji takrat, ne? Ja, mislim, da je bil, kaj je že, ja, en Hrvat je bil prvi. Dojkovič najbrž, ja. Tako, ja.
drugi je bil ta dol z Gorenjske. Janjatovič, ja? Ne? To je, in potem sem jaz prišel, se pravi, ti sled že v 2016 že ni več vse sodelovali tako, kakor bi mislil, da bo, kakor sem bil pripravljen. Tako da ja, takrat je. No zdaj, evo, najprej odtečeš 2,39, zdaj so te, itak so te imeli že vsi na radarju, da si pa ratov človek, ki vsem diha za ovratnik, že unim najboljšim rekreativcem. 2,16 še odtečeš tisto Istro, potem pa Danijel Hajdinjak, ja, kar naenkrat zgine z tekaške scene, počas, ne vem, mogoče minilo manj kot 1 leto, pa se rekla, kje pa je v Ljubljani, pa ga ni, pa kaj se z njemu dogaja. Ti mi razloži, kaj si na vrhuncu, rekel, svojih tekaških moči pravzaprav, a ne? To je zdaj 7 let nazaj. Kaj se je pač zgodilo, ne? V rosnih 35, Bog pomagaj. Bilo je tako, no, v bistvu moral biti na, kaj je že tale, Pot ob žici. Trojke? Ja. Klical me spod Nanosa, če grem s Markom Tratnikom, pa še z enim, pa če bom jaz ta tretji. Rekel sem super, pač sej tempo istrskega vsem ni bil toliko slab, ne, pač sem tekel prejšnja leta boljše, ampak smo bili kar dobra ekipa, no. Se pravi, je pa pol na večer pred tekem je pa pol Markotova rodila, se že reče, in je pol, so oni pol pač odpovedali sploh udeležbo. Jaz sem šel pa v resnici na trening, tak, dosti simpel, tisti dan, in mi je desno mečno odtrgalo pri tempu 4,30, odtrgalo, no, pač tako je izgledalo, pa tako je bilo, in sem prišel domov, bolj prišepal domov, ali kakorkoli bi rekel. Dokler nisem šel v bano, je bilo še v redu, ko sem šel v tuš kabino, pa ven je bila noga dosti kaput. K doktorju, doktorica je rekla, nič, natrganina, čutim jo not cela, pač, ne. 3 tedne, 1 mesec počivati, pa bo, a ne. Okej, prav, pač se sprijaznim, pač ne bo teka 1 mesec, sicer ne vem, kaj bom delal, ampak nima veze, ne bo teka 1 mesec. Se zbudim drug dan, zjutraj je noga bila čisto v redu. Okej, pač, okej, ne, čisto v redu. Strimčkamo pred hišo, gre, ne, gremo malo probat 10 kilometrov, brez problema, povedal nisem, da je kaj bilo, okej, v redu, ne. 1 teden normalnega treninga, leva mišica, isti način, pač, druga noga, ne. Okej, doktorica, nič, natrganina, ja, mislim, saj je bila zadnjič tudi, pa čez 2 dni kaj nova, okej, pač, ne, okej. Pol se je pa začelo, ne, pol je bilo treba pa malo izvedeti, kaj je, kako je, komu je. V resnici je vse skupaj psihično itak katastrofa, ker pač vsi doktorji najprej režejo hujše stvari stran, ne, pol prideš na napotnico za ALS, na napotnico za multipla, ki že itak dedek imel, pa ne, karkoli, mislim, pa samo režeš in ni bilo nič od tega, sicer, no, končen je nek sindrom benigni, pač brez veze samo povzroča pa pretegovanje, pa krče, pa utripijo mišice gori doli. Nima veze in se ponavlja, pa težko je kontrolirati. Nič ne moreš jesti, pač take it or leave it. Zgodilo se mi je v tistem letu in pol še ne 5-krat, 6-krat, pol pa kaj ne, a ne, mislim, kaj pa ne. Pol pa spustimo, pa zmanjšamo, pa začnemo o čem drugem razmišljati. Se pravi, ti si imel neko nevrološko stanje, je tako, ne, ki je pač samo po sebi povzročalo, da se v določenem momentu tvoja mišica nenadzorovano lahko skrči in tako naprej, ti prepreči tek. Vzrok
zato je pač neko bolezensko stanje, ki se ga ne da zdraviti, tako rekoč. Rešitev pa je, da pač da do tega ne pride, da mišice ne stimuliraš na en način, da bi se to zgodilo. Kako? Ja, mislim, vse niso nič povedali, veš, tam pač rekli so, tu je, vzamite, tako bo, čim manj stimulansov, ok, jaz kofeina sicer še zmeraj kar nekaj spijem, sam drugega niti ne. Čim manj stimulansov, pa pač naučiti se moraš, kdaj do tega pride. No, tu sem se zdaj že kar dosti dobro navadil, zdaj v bistvu začnem bolj prestavljati težo na drugo nogo, ko zaznavam, da začne prva nagajati, ali kakorkoli bi rekel. Zdaj sem moral na maratonu, ne 5-krat, na tem zdajle, mislim, na rojstnodnevnem, sem moral 5-krat prestavljati težo levo, desno, ker me je že malo skrbelo, vmes sem imel že slabe občutke. Tako da, ja, mislim, sej ni potrebe po takem dirkanju, kakor je bilo včasih. Ko si mi prvič razlagal, se spomnim, tam sem se srečala nekje na Brdu, o tem tvojem sindromu, si mi rekel, da je nek problem, da prepočas tudi ne moreš teči, prehiter ne smeš teči. Kako je zdaj s tem? Si že pogruntal, kakšna vrsta teka, recimo, poslabša tvoje stanje oziroma ti zategne te mišice? Ne, se sploh ne vem, od česa je zares odvisno, ker praktično nikoli si jo nisem natrgal po intervalu ali pa nekaj. Ne. Natrgal, čeprav očitno ni natrgana, ker natrgana se ne pozdravi v 2 dnevih. Očitno je bolj stvar nekega naključja, počutja. Ne znam in tudi moram reči, pravic vsakič, ker en teč me malo skrbi. Pač. Sam zdajle je treba trkati, že 1 let ni bilo, lansko let me je še enkrat, letos pa res ni bilo. Lansko let sem pol specialko kupil sam zato, da se malo zvozim vmes. Sam letos pa moram reči, da je lepo sodelovalo, da sem lahko šel laufat za rojstni dan 42, ker drugače ni variante. Ker se to zgodi 5 tednov, ne morem normalno pol operirati. Hočeš reči, da se ti to zgodi, pa samo med tekom, med hojo, med kolesarjenjem, med kakšno drugo aktivnostjo, ne? Med kolesarjenjem je bilo 2-krat, 3-krat blizu. Pa si se pravočasno ustavil ali kako? Ja, zmanjšal je. Pa ne povezan s klanci ali pa... Mislim, vse skupaj je dosti podobno krču, sam krče poznam drugače. Ne vem, pa v bistvu moram reči, da ko sem tisti 1 let obrel vse zdravnike in nevrologa in rajš plačeval, da sem takoj prišel in se mi tudi ne da še enkrat čez kaj tazga iti res. Mislim, ta sindrom je, ne vem, kako pogost je? Poznaš še koga, ki ima, bo rekel, to bolezen, morda celo kakšnega tekača ali kaj podobnega? To je tako, ne, se ga da pogooglati pa to, tekačev niti ne, no, sam je zelo pogost v resnici, edino vpliva drugače na vsakega posameznika, no. Kako se reče sindromu, no, da bojo ljudje lažje pogooglali? Benigni fascikulacijski sindrom je, to pomeni sicer, da ti sam mišice utripijo, gori doli, pol so pa različni nivoji, kaj se dogaja zraven, velikih vključuje razteske, nepričakovane pa krče. To, se pravi, da različno se od posameznika do posameznika pol. Vse je napisano veliko o tem, pač. Vse skupaj pa nič ni, zato ker itak ni neka končna bolezen, ni da ti prepreči živeti, ker lahko živiš normalno. Pač. Za nas tekače pa ni najboljša stvar, kar se ti lahko zgodi. No, ampak če se ti to recimo zgodi med tekom, kako to izgleda? Te zagrabi krč in tistega trenutka se ne moreš več premikati. Kako si recimo ti to doživel? Zgleda tako, da resno zagrabi prvih 20 korakov je po eni nogi.
Ne da odlaufaš, ampak prvih 20 korakov po eni nogi. Dvakrat sem domov poklical, so me prišli iskat. Čeprav sem pol onih 800 metrov že shodil nazaj se, ne. Ampak ja, dvakrat so me prišli iskat, žena. Drugače pa ponavadi je to kar konc za tisti dan. Pa še za ene 2,5, pa spet. Pa ti, Pa krč, da bi ga lahko zbasiral, pa si kar vidi. Ne spusti več zatrdlino v obeh mečnah dobim pač. in traja toliko časa, da v bistvu se sploh ta zadeva sprosti, če te prav razumem. Ja. Bula je not prav tako. In ki si jo ne da, da jim sanirati s kakšnimi, niti zdravili, niti čem. Ne vem, verjetno bi lahko paurin jedel, zato da sprostiš mišične, mislim, da živčevje sprostiš do konca. Sam nisem človek, ki bi jedel tablete. Za kakšno zakrišče, vsi ostalo pa nič ne. So ti tek moče ravno zaradi tega potem odsvetovali, in doktorji ali pa celo, tvoji bližnji, pa so rekli, dej, Daniel, ne ga srati, lej, tega pač ne moreš početi, sej, ne, biljard je tudi lep šport. Ne, v resnici pač zdravniki so rekli itak, sploh tile lokalni, tile družinski pa to počivajo, ne. Ampak nevrolog pa to je rekel, da itak niti ni tek krivda za to, pač tek je sam tisti, ker mu najmanj paše to. Je rekel, da pač lahko delam tisto, kar hočem delati. Pol prideš tudi do takih strokovnjakov, ki rečejo, jej več banan, ne. Prav laboratorijski testi, ne, pokažejo, da je vse polno, ne, pač, ker to je to prvo, kar ti naredijo, kalij, kalcij, magnezij, želez, pač vse je bilo polno, sam kri vrhunska, sam pač ni, ne. Pol pa v resnici moraš se sam odločiti, no, saj pač moraš se odločiti, ker po drugi strani je pa fletan tudi, če te ne boli skozi vse, no, mislim. No, sicer. to moje naslednje vprašanje, ne, se bo neke težave tudi s kitam in tako naprej, in včasih se ti zdi potem, ko veš, da te bo vse bolelo, že med gibanjem, pa potem še bolj, da se ti kar malo upre, pa čeprav si, bom rekel, tekač od glave do pete, kako si pa ti, recimo to, vidim, da grizeš še vedno naprej, ne, ampak se ti je kdaj toliko zagravžljalo, da si rekel, vse je bilo v redu, se ne bom več mučil s tem tekanjem. Ne, zagravžal ne. Bolj je težava motivacija, ko enkrat delaš treninge brez problema pod 5, pol pa v eni točki, okej, jaz sem tudi nekaj kil spet dobil nazaj, pa ker rad jem pač hrana in meso sta one dva, ker ne morem mimo, ja, tako je, ni je ribce čez svinjsko, ne, ali kako bi rekel. Ja, tako. Dokler ne probam leva je kralj živali pujs, tako da v resnici, pol ko enkrat je 6, dobro, se 6 nikoli ni, ampak pol ko je 5,5 nekje tisto, kar lahko, pol je motivacijo kar težko držati, da se spraviš 3-krat na teden tistih. Jaz delam skozi ta moj krog, teh 14 kilometrov. In če ne gre pod 5 povprečje, je težko naslednji dan spet iti, mislim, ne naslednji dan, ker samo 3-krat grem, ampak. Ja, motivacija pol ni, na tekme niti razmišljam, no, se ta zdaj 12-urna je samo zato, ker je neka neizpolnjena, pač, mislim, 6-urni tek, da ne bo pomote, ker je neizpolnjena želja, drugo pa niti nobenega plana se nikamor prijaviti. Sploh, to je bolj enkratni event, ki bi ga še rad spravil pod streho, kako bi rekel. Ampak človek, ki je pač zmagoval, ki je nekaj rezultatov naredil, ki ima neke tekmovalne žilce, kako si pa to sprejel, recimo, ne? Zdaj so ti povzeli, recimo, en poligon, ker si se lahko kar fajn meril, pa taktično napadel, pa se boril, pa tako. Ne vem, po drugi strani se mi v službi toliko spremenilo, da v resnici sem tam takrat moral čisto drugače vse skupaj vzeti. In sem zdaj bistveno več tam.
Tako da ta del mi je pol pobral veliko časa v resnici, ki mi ga je pretek. Zdaj, mogoče vedno pravim, najlepše mi je bilo, ko sem bil sam programer, tam sem sedel pa ob 3 zginil pa šel laufat. Zdaj, ker to ni več tako, zdaj so druge ure in je v bistvu tek ratov bolj čiščenje glave od ostalih stvari, a ne, pač. Zato imam tek, pa zato imam motor polet, čeprav je bolj parkiran. Ampak to je pa tudi vse. In zdaj, tek je res zdaj samo vzdrževanje kondicije, ki jo pač fajn, če imaš. Pa malo pomoč, če spet malo kil izgubim, ali kako bi rekel. Ampak boš rekel, da vsem pa greš kam, pa z motorjem peš, kakorkoli, pa greš na kakšne dirke, ali pa jo vidiš, ali pa po televiziji, ali pa prebereš na vem kje, Ja. pa te malo te zašmelca, je bela cesta, te sem pa jaz dirkal 37 na kilometer, kva je bilo fajn, kva je bilo spet lušten. Ja, najbolj, kadar je Kranjskih 12 ur, ne. Ker je tako blizu, da dejansko, ko pridem tja, imam spet dober občutek, da je tam sem, pa da bi lahko, pa valjda ne moreš, ne, ampak da bi lahko iz nič, itak nič ni, ampak tudi če bi sam 10 krogov odtekel, bi bilo mogoče čisto v redu. Boš, naslednje leto, evo, še kakšnega več, verjamem. Daniel, kako so pa, recimo, pa tvoji bližnji, recimo, sprejeli, rekel, ta kar pomemben, rekel, spremembo v tvojem življenju. Najprej, recimo, greš iz 92 kilaša na 59 kilaša, že to je bil en šok, potem čez 3 leta ti neko nevrološko stanje vzame, pač ta tek zares, kako so pa tvoji bližnji, ki so ti prej stali ob strani, pa te spremljali na 50-kilometrskih tekih, pa zdaj to gledali, so te podpirali, so ti kdaj rekli, mogoče pa tek ni zate, kaj pa vem. Ma glej, vmes, ko sem veliko tekel, sem res preveč tekel pač. Otroci so bili tudi dosti najstniki takrat, ali pa še malo pod najstniki. In bi bilo res boljše, če bi bil več doma. Pol, ko sem bil preveč doma, sem bil pa preveč doma. Tudi v resnici je dobro glih nekje vmes. Po moje tako, kakor je zdaj, mislim, po moje za nas, ki smo še vedno samo rekreativci, ne glede na to, na katerem nivoju smo v resnici, pač, ker do nečesa resnega smo bili vsi zlodelči, je najbolj fajn, da delaš tisto, kar te veseli, pa ne obremenjuje preveč drugih. Mislim, zdaj po vojni je lahko biti pameten. Ampak morda za koga drugega praviš, a ne? Ja, sej zakaj pa ne. Tu se mi zdi, da v resnici pač gnal sem se res za minute, pa v bistvu izgubil kakšno drugo uro, ne. Ker bi lahko jo drugače izpeljal. Definitivno so bili pa tudi ono leto s tistimi nevrološkimi pregledi, pa to je bilo tudi psihično, tudi zame pač. Mogoče sem bolj dovzeten, ali pa manj dovzeten sam. Pol, ko te začnejo tam strašiti z nekimi napotnicami, pol še malo poguglaš, pa si rešil. Je kar konc. Ja, če ti govorijo o ALS-u, pa o multipli, pa tako naprej, to je vsi tisti, ki veste, zakaj gre potem, to je kar strašno, no, ko začneš razmišljati, kako ti bo ne vzelo samo gibanje, še kaj drugega. Ja. No, ampak, evo, Daniel Hajdinjak se ni dal, teče še vedno obrne maraton v manj kot 5:0 na kilometer, kar je, treba reči, no, impresivno. V redu je. Jaz mislim, da kapo dol, Daniel, z vsem, kar si povedal. Še nekaj mi povej, no, sej vem, da so te poznalo veliko tekačev, marsikdo te je pogrešal, no, potem na tekaških tekmovanjih, pa so te sigurno kdaj srečali, vprašali, joj, Daniel, kje pa si, zakaj te ni, si imel pač težave, vsak mora sebi razlagati, zakaj gre, ali kako je bilo s tem? Ma ja, ne, prav
prav preveč, sploh kaj je to tudi nedefinirano zares, ne, ker se da tudi prebrati, da to nič ni, pa to ni noben problem, ne, pač mislim, tak zelo oziroma včasih se sploh vprašaš, a je to definicija tega, kar ne znajo več povedati, kaj zraven vleče, ker pač je to taka zelo splošna definicija. In razlagati čisto vsakmu posebej, mislim. Ne, nisem mogel reči, imam Ahilovo tetivo natrgano. Pač. Ne, ker pač... To vsi vejo, da kaj gre, ja, tako da. Ja, in pol je včasih drugače spadlo, ampak sej. Življenje je poti, levo, desno, pač gremo, kamer pelje voda. In dokler teče, tečemo znova, ne. Kaj pa jaz vem. To si lepo povedal, ja, dokler bo kolikrat tekla pod Kranjskim mostom, ja, da bomo mi tekli po mostu, recimo, ali pa saj hodili nad mostu nad njo. Upam, da. Ok, Daniel, mislim, najbrž je tvoj cilj dolgoročni pač ostati tekač, rekreativni, odteče kakšen krog, morda kakšen maraton za svoj rojstni dan, dokaj v Kranj, se itak vidimo, no. Gledaš življenje, sprejemaš kot tako, kot je, kot si zdajle povedal, pa ne, si ne delaš najbrž kakšnih, bom rekel, dolgoročnih planov ali pa celo iluzij, da bom pa enkrat, bom pa spet vesel in zdrav in bom spet maratone 2:39 cepal. Mislim, zdrav, sej, a mi danes kaj manjka. Ne, mislim, pač nimam cilja teči pod 3 ure, ne. Ne bom nikoli rekel, da ne bom, ker pač, če bi šlo, najbrž bi, ne, sej tudi zdajle v nedeljo, ko sem tekel, pač, ne, sej, ni bil čisto zares cilj iti pod 3 ure pa pol, pač, pa me je kar vleklo prvih nekaj krogov. Ampak ja, no, ne znam pa čisto na pol stvari delati. Tako da v resnici 6 ur v Kranju vseeno ni cilj samo tam biti, no. Mislim, ni cilj nobena razdalja resna proti tistemu, kar smo kdaj tekli, ampak tudi ni cilj, da bi pač pretekel 60 kilometrov. No, kakorkoli, vesel bom, če bo na štartu, recimo tudi Marko Tomažin ali pa Uroš Srnec, tako naprej, tista tekača, ki sta odtekla 82, pa bom prav z veseljem po mikrofonu povedal, ja, za hec smo imeli tekača nekaj časa, ki je pretekel 83,83 kilometra, tako da, fantje, ozrite se okrog sebe, za vami je, lansko mi je meril čevlje, letos vam bo pa meril traso osebno. Daniel, ti se v teku, si pustil svoj pečat, še vedno si zraven, si rekreativc, ne daš se, marsikdo bi odnehal, pa šel kaj drugega počenjati, ti še kar tečeš, zato si mi, ker bo rekel prav poseben navdih, zmeraj te je lepo srečati tamle v Kranju. Tek, dajva reči, da bodo malo filozofske za konec, ja. Kaj ti pomeni tek kot tak, evo, ki te je na en način tudi izoblikoval v človeka, kar si pri 42? Še vedno od vseh športov, ker jih kadarkoli sem delal, pa ker jih še delam, mi je še vedno najboljše obuti superge pa iti teč. Ne morem dodati nič, ker si tako lepo povedal. Ja, in se s tem tudi strinjam. Kaj je naslednja faza pri zastekljevanju terase zdajle? Zdaj moram poknaufati še 2 steni, eno predelno steno razbiti, malo pobandažirati, kito pa brusil bo pa upam nekdo drug. Dela imaš kaj, dovolj do marca? Ne, malo prej bo. No, sigurno, evo, do junija, ko bo slovenski 12-urni tek, boš že užival v svoji novi zastekleni terasi, še prej se vidiva obvezno na pivu, pa še kakšno rečeva. Rekel sem, da ti bom vzel urico, majčkeno več je trajal.
Ja, pa pol urce so prej zapravila za to, kot ne, dva IT-ovca ne znava skozi prav tega žuma. Sešna, ampak sva ga, super je bilo. Daniel, vesel sem, da si se odzval mojemu vabilu in da si tudi svoje zgodbe slovenski tekaški publiki zaupal. Hvala, Daniel. Hvala, Marko, je bilo prijetno. Hvala tebi, uspešno zdaj polagaj. Pa. Hvala. Srečno, se vidva na pivu. Živijo. Čau.